Dragi otroci, danes gremo v Kazahstan in slišali bomo pravljico Krušni oče. Nekje daleč za 9 gorami so 3 bratom umrli starši. Uboge sirote so živele v hudi revščini. Bratje so se tako odpravili v svet. Hodili so po kmetijah in prosili, da bi jih kdo vzel za hlapce. Vendar niso imeli sreče. Dokler nekega dne niso srečali starčka. Kam pa kam, fantje? Jih je povprašal. Dela iščemo. Mladi ste še, mar nimate doma? Ne, so odvrnili in mu povedali, da so sirote in si iščejo službe. Takole se domenimo, je rekel starček. Jaz bom poskrbel za vas, vaš krušni oče bom. Poskrbel bom, da odrastete v dobre in poštene ljudi. In res se je tako zgodilo. Odrasli so in dobro jim je bilo pri starčku. Nekega dne gre najstarejši sin s krušnim očetom na pot. Nenadoma prideta do lepe bele hišice z vrtom, polnim cvetja in sadnega drevja. Sredi vrta stoji čudovita deklica. O, ko bi lahko dobil to deklico za ženo, vzklikne sin. Prav, reče starec, pa jo zasnubiva. Stopita v hišo in se vse domenita. Kmalu so praznovali poroko. Starec se poslovi od sina rekoč: Bodi srečen, samo na dobroto ne pozabi. In gre domov. Čez čas gre starec z drugim sinom na pot. Vidita veliko hišo, ob njej pa reko z mlinom. Pred hišo sedi lepa deklica z vezenjem v rokah. Kako bi bil srečen, če bi dobil tole dekle za ženo? Zavzdihne sin. Prav, pa jo zasnubiva, reče starec. Rečeno, storjeno. Poroka je bila vesela in starec se poslovi od sina z besedami. Bodi srečen, samo na dobroto ne pozabi. Tudi z najmlajšim gre starec na pot. Vidita revno hišico, pred katero stoji skromno dekle. O, s tole deklico bi se poročil, reče sin. Pa poskusiva, reče starček. Poroka je uspela. Starček pa vzame slovo in reče sinu: Bodi srečen, samo na dobroto ne pozabi. Tako so bratje živeli vsak svojo ženo. Najstarejši si je nabral veliko bogastva. Grabil in grabil je k sebi in postal skopuh. Srednji je imel vsega dosti. Polenil se je, pil je in delil ukaze. Najmlajši pa je živel skromno in mirno v ljubezni s svojo ženo in kopico otrok. Nekega dne se je starček oblekel v berača in šel naokrog, da vidi sinove. Pride k najstarejšemu in mu reče: Usmili se ubogega starčka, prosim, ubogaj me. Poberi se izpred mojega praga, ga nadere sin. Starček odide praznih rok. A ne pride prav daleč, ko za njegovim hrbtom začne goreti. Bogatemu sinu je zgorela hiša, posestvo, vse imetje. Krušni oče gre k srednjemu sinu. Zaprosi ga: Dobri človek, daj mi prgišče moke, reven popotnik sem. Izgini, da ne zmeljem še tebe v svojem mlinu, vzkipi mlinar. Starec gre počasi stran. Ko je na vrhu hriba, sliši silovit hrup. Reka je strašansko narasla in s sabo vzela mlin, hišo in vso mlinarjevo posest. Tako prispe do najmlajšega sina. Ta ga zagleda že od daleč in vzklikne: Pridi v hišo, stari popotnik, da se naješ in odpočiješ. Starec stopi noter. Preden postavijo kosilo, žena pa siromaku prinese srajco in hlače, da se preobleče v dostojna oblačila. Tedaj vidi sin na starčevih prsih veliko rano.
Kaj pa imaš to, dedek? Ga povpraša. Strašno rano, reče starček. In ozdravela bi samo, če zažgeta tole hišo in mi rano posujeta z njenim pepelom. Sin in žena se spogledata in se zamislita. Kaj misliš? Vpraša sin ženo. Veš kaj, midva lahko znova kaj zasluživa in si zgradiva novo hišo. Starec pa ne sme umreti. Primeta otroke in zapustita hišo. Starec vzame slamo in hišo zažge. Plameni švigajo visoko v nebo, iskre pokljajo v zraku. Ko se sin in žena ozreta, začudena obstaneta. Na mestu prejšnje hiše je zrasla lepša, večja, razkošnejša. Pred njo se smehlja starec. Tako je prav, sinko, da nisi pozabil na dobroto, še reče in izgine. Le kdo pravi, da je dobrota sirota?